Samo v ZDA je vsako leto prijavljenih več kot 600,000 pogrešanih oseb. Leto 2026 pa je sledilo temu trendu, kot je bilo napovedano. Trenutno preiskovalci delajo na tisočih primerih v upanju, da bodo lahko prinesli vsaj nekaj miru družinam pogrešanih oseb. Vendar zaradi pomankanja sledi veliko teh primerov ostaja nerešenih. Številka 10. Izginotje 25-letnega Sebastiana Birda je preiskovalce zmedlo, saj so ga po vstopu na avtobus videli številni očividci in varnostne kamere, vendar so njegova nadaljnja gibanja ostala skrivnost. Junija 2026 je Sebastian živel v Marylandu, vendar je nekaj časa preživel v Doverju v New Hampshireu. Policija ni navedla, zakaj je bil tam, vendar je znano, da se je 21. junija začel vračati v Maryland. Okoli 10 ure zjutraj je Sebastian vstopil na avtobus v Doverju. Potoval naj bi v Boston, kjer bi moral prestopiti na drug avtobus do postaje Union Station v Washingtonu, D.C. Kasneje med preiskavo so odkrili, da je kupil vozovnico iz Bostona v Manhattan. Nihče pa ne ve zakaj. Kakorkoli že, nikoli se ni vrnil v Maryland in ko se njegova družina ni mogla slišati z njim ali stopiti v stik z njim, so postali zaskrbljeni. Poskušali so ga poklicati in mu poslati sporočila, vendar niso dobili odgovora. Vedeli so, da ker ni imel avtomobila, se je zanašal na javni prevoz in se ne bi zlahka zmedel glede svoje poti. Tudi dejstvo, da ga od takrat niso več videli, je še toliko bolj zaskrbljujoče. Zato so preiskovalci prosili vse, ki so Sebastiana tisti dan videli, naj jih kontaktirajo, da bi lahko ugotovili njegove zadnje znane premike. Na posnetkih varnostnih kamer, ki so jih objavili, je videti povsem sproščen, ko je na avtobusni postaji v Dovru. Na hrbtu nosi nahrbtnik in ne deluje, kot da bi bil v kakršnikoli stiski, ko se odpravlja proti avtobusu. Njegova družina je sporočila, da nimajo pojma, zakaj bi kupil vozovnico za Midtown Manhattan, saj je načrtoval, da bo šel naravnost domov. Nažalost jim tisti dan ni povedal, kakšni so njegovi načrti in jih ni obvestil, da namerava iti v Manhattan, preden se vrne domov, kar bi bilo zanj zelo nenavadno. Nihče se ni oglasil, da bi poročal, da je tisti dan videl Sebastiana, kako se je obnašal nenavadno, kar njegovo izginotje naredi še bolj skrivnostno. Medtem je njegova družina policiji posredovala njegov opis. Sebastian ima črne lase in rjave oči, visok je 6 čevljev in 3 palce, ter tehta 295 funtov. Na eni od nog ima tetovažo z besedo parfait, prepoznaven pa je tudi po kožni spremembi nad desnim očesom. Na posnetku varnostne kamere je bil viden oblečen v belo majico in sive hlače. S seboj je imel črn nahrbtnik, svoje stvari pa je imel spakirane v kovček na kolesih. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijo v Montgomeryju na številko 301 279 8000. Sebastianova številka primera je MP 160 Številka 9. Preiskovalci, ki delajo na primeru 31-letne Mercedes Soudard, so izjavili, da so jim pošle vse možne sledi in da so zaskrbljeni za njeno dobrobit, saj ni bila v stiku z nobenim članom družine ali prijatelji. Znano je, da je 3. februarja 2026 preživljala čas v hiši na območju West Price Hill v Cincinnatiju in da je hišo zapustila peš, nato pa je niso nikoli več videli. Takrat je Mercedes živela s svojim fantom in njegovo materjo v hiši na Beach Avenue. Družinski prijatelj, ki je v njihovem imenu govoril z mediji, pa je povedal, da so kasneje izvedeli, da sta se ona in njegova mati tisti dan sprli. Namigovali so, da je zapustila hišo, da bi se izognila prepiru ali se pomirila, vendar se nikoli ni vrnila. Sprva njena odsotnost ni povzročila prevelikega alarma, saj je znano, da je v preteklosti več mesecev ostajala stran in brez stikov. Toda njena družina pravi, da še nikoli ni bila brez stikov tako dolgo in so zaskrbljeni, da se je morda kaj zgodilo, ko je bila sama zunaj hiše. Kasneje je prišlo na dan, da je bil za Mercedes izdan nalog za prijetje, kot je razkril njen stric, vendar policija tega ni potrdila in dvomijo, da bi to imelo kakršnokoli povezavo z njenim izginotjem. Njena družina se je odločila obrniti na policijo, da bi preverila, ali je bila pridržana, vendar niso našli nobenega zapisa, da bi bila evidentirana v priporu. Prav tako ne verjamejo, da se izogiba stiku, da bi se izognila izsleditvi. V zadnjih 12 mesecih se je Mercedes komaj prebijala. Na neki točki je postala brezdomka in se spopadala s težavami z odvisnostjo. Bila je aretirana zaradi neznanih obtožb, vendar je kljub temu vzdrževala stik s svojo družino. Aprila so jo prijavili kot pogrešano, potem ko je njena družina izvedela, da ni bila v stiku s prijatelji in so sami večkrat iskali, a brez uspeha.
Tudi policijska iskanja so bila neuspešna. Prav tako pozivi za informacije na družbenih omrežjih niso prinesli rezultatov. Za informacije, ki bi pripeljale do najdbe Mercedesa, je razpisana nagrada v višini $2000. Opisana je kot dekle z rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Visoka je približno 152 cm in tehta okoli 54 kg. Vse informacije lahko posredujete policijski upravi v Cincinnatiju na številko 5135264943. Njeno ime oziroma številka primera je MP160287. Številka 8. Vedno je srce parajoče, ko ljubljena oseba izgine, a to povzroča še večjo zaskrbljenost njihovim bližnjim, če imajo zdravstvene težave, zaradi katerih morajo vsak dan jemati zdravila. To je primer 75-letnega Ivana Jacasa, ki je izginil iz Sydneyja v Avstraliji. Njegovo družino najbolj skrbi dejstvo, da trpi za demenco, zato bi lahko imel velike težave pri skrbi zase, ko je z doma. Priče so policiji povedale, da so Ivana videli v klubu na Cowpasture Road v Leppingtonu okoli 17:30 21. aprila 2026. Tistega popoldneva bi se moral vrniti v dom za ostarele, kjer je bival, vendar nikoli ni prispel, zato so zaposleni v domu postali zaskrbljeni. Prijavili so ga kot pogrešanega, med preiskavo pa so prišle na dan še dodatne informacije. Priče so preiskovalcem povedale, da so Ivana videle, ko je okoli 19:30 zapuščal železniško postajo Leppington. Kasneje, istega večera, so ga ponovno videli pred hišo na Ramsey Road v Rossmoru. Priče so izjavile, da so ga opazile okoli 22. ure. Ker pa niso vedeli, da je bil prijavljen kot pogrešan, temu niso posvečali posebne pozornosti. Upali so, da bodo Ivana hitro našli in ga vrnili v ustanovo, da bi lahko prejel potrebno oskrbo. A policiji ga ni uspelo izslediti in kmalu so se dnevi spremenili v tedne brez sledu o njem. Policija, Državna služba za izredne razmere in gasilska služba Novega Južnega Walesa so se vsi pridružili iskanju Ivana in prečesali več območij Rossmora v upanju, da ga bodo našli, vendar niso uspeli najti nobenih dodatnih sledi ali poročil, da bi ga kdo videl. 2. maja so se skrbi za njegovo dobrobit povečale, zaradi zaskrbljujočega posnetka, ki je bil predan policiji, potem ko so zaposleni v ustanovi prijavili Ivanovo izginotje. Posnetek je prikazoval starejšega moškega, za katerega so verjeli, da je Ivan, ki je imel težave na sredinskem pasu na Elizabeth Drive. Sredinski pas se nahaja približno 730 metrov od avtoceste Cecil Hills M7. Takoj, ko so prejeli posnetek, so preiskovalci odšli na območje, vendar moškega tam ni bilo več in ga niso mogli izslediti. Nobena druga priča ga ni videl, zato ostaja neznano, ali je bil to res Ivan. Omeniti je treba, da ga opisujejo kot izjemno mobilnega, kar pomeni, da bi lahko prehodil precejšnjo razdaljo, odkar je izginil. Odkar so ga nazadnje videli, so minili že več kot 3 meseci. Njegova družina pa je obljubila, da ga bo iskala, dokler ne dobi odgovorov. Na posnetku ga vidimo, kako se vzpenja po stopnišču, oblečen v belo Adidasovo majico, sive kratke hlače do kolen, bele nogavice in sive čevlje. Ivan ima tudi kratke sive lase, visok je približno 163 cm in ima srednje postavo. Verjame se, da je še vedno na območju Leppingtona in da potuje peš. Prebivalce tega območja pa so prosili, naj bodo pozorni in naj obvestijo Crime Stoppers na številko 1-800-333-000, če ga opazijo. Številka 7. Kadarkoli nekdo izgine, medtem ko preživlja čas v divjini, je čas eden najpomembnejših dejavnikov v takem primeru. Lahko so prepuščeni na milost in nemilost naravi, še posebej, če nimajo izkušenj z naravo in se lahko popolnoma izgubijo, ko poskušajo najti pot nazaj v civilizacijo. Izgubiti se v avstralski divjini je še posebej zaskrbljujoče, saj je država dom številnim nevarnim živalim. Zato je policija v Viktoriji izjavila, da je izjemno pomembno, da čimprej izsledijo 53-letnega Shayna Wilsona. Julija 2026 je bil Shane zaposlen kot štukater in je živel v Eppingu v Melbourneu. Imel je 2 otroka, njegovi bližnji pa so ga opisali kot skrbno osebo z velikim srcem in odličnim smislom za humor. Omeniti je treba, da je bil Shane vajen preživljati čas na prostem, ko je izginil, saj je pogosto hodil na isto mesto na ribolov. To je počel, ko je nenadoma izginil brez pojasnila. Njegovi bližnji pa obupano iščejo odgovore na vprašanje, kaj se mu je zgodilo. Shane je 18. julija odšel na ribolov ob reko Goulburn. Čas je preživljal na tem območju s prijateljem po imenu Paul, ki je bil tisti, ki je obvestil policijo in prijavil njegovo izginotje. Paul je povedal, da je Shane odšel na vodo s svojim kajakom in da sta se imela lepo, dokler ni zaslišal, kako je Shane zaklical. Njegovemu klicu je sledil pljusk vode
In ko je Paul pogledal, kaj se je zgodilo, je ugotovil, da se je kajak prevrnil. Shayna ni mogel nikjer videti in je takoj poklical na pomoč. Ko je prispela policija, so preiskali območje in prišli do zaskrbljujočega odkritja. V vodi so našli kajak in Shaynovo veslo, vendar Shayna ni bilo nikjer videti. Na to so izvedli še dodatna iskanja, vendar so jih morali v razočaranje njegove družine sčasoma omejiti, saj niso našli nobenih dodatnih sledi. Njegova družina je zdaj prosila prebivalce območja, naj preverijo rečne bregove, jezove, vodne poti, gozdnata območja in okoliške posesti ter naj o vseh nenavadnih stvareh obvestijo policijo. Nažalost, opis Shayna ali oblačil, ki jih je nosil tisti dan, ni bil objavljen v javnosti. Vendar so bile fotografije objavljene na spletu in lahko rečemo, da ima rjave lase in močno postavo. Vsakdo, ki ima informacije o njegovem primeru, naj pokliče policijo Viktorije na številko za nujne primere 000. Številka 6. Policija v Novi Južni Wales, Avstralija, prosi javnost za pomoč pri iskanju 73-letne Yvonne Ware, ki je niso videli ali slišali od 19. februarja 2026. Preiskovalci so preverili vse prijete sledi, vendar kljub temu in odkritju posnetkov varnostnih kamer, ki prikazujejo njeno zadnje znano gibanje, še vedno ni znano, kam je bila namenjena in kje bi lahko bila trenutno. Po objavi novice o njenem izginotju so se oglasile priče, ki so poročale, da so videle Ivono, kako je vozila svoj avto proti severu po Queensland Road proti svoji kmetiji. Nazadnje so jo opazili okoli 15:22 tistega dne, domneva pa se, da je bila namenjena v mesto Dungaj, čeprav to ni bilo potrjeno. Vendar to ni bilo edino opažanje Yvonne. Okoli 15:15 istega dne so njo in njeno vozilo opazili na bencinski črpalki Shell na Tweed Valley Way. Njen avto pa je opisan kot zlato obarvan Ford Escape Caravan z registrsko številko EVES 28P. Vozila prav tako niso izsledili, njena družina pa je vse bolj zaskrbljena glede tega, kaj se je zgodilo. Pogrešano so prijavili Ivono, ker z njo niso mogli vzpostaviti stika. Policiji pa so povedali, da je zelo nenavadno za njo, da bi nenadoma utihnila in jih skrbi, da bi lahko doživela nesrečo ali kaj hujšega. V njenem primeru so objavili posnetke varnostnih kamer. Na fotografijah iz trgovine pa je videti Ivono, kako hodi med policami, oblečena v belo majico, modre kavbojke, črne čevlje in s torbico v roki. Njena družina je prosila javnost, naj ostane pozorna in naj prijavi vsakršno opažanje Ivone, pri tem pa dodala, da lahko tudi najmanjša podrobnost pomaga preiskovalcem pri njenem iskanju. Policija je izjavila, da niso izključili možnosti kaznivega dejanja, vendar so dodali, da odprto obravnavajo vse možnosti. Njena družina verjame, da je nekdo prišel na njeno kmetijo tistega popoldneva, potem ko se je vrnila domov iz umetniškega tečaja. In dodani so, da je po prihodu na svojo kmetijo Ivona gledala nekaj umetniških vadnic. Toda ob 16:46 je prenehala komunicirati in ni več odgovarjala na nobena sporočila poslana na njen mobilni telefon. Nikoli ni nakazala, da namerava tisto noč zapustiti kmetijo in njena družina verjame, da je tisti dan šlo nekaj narobe, saj se je običajno vožnji po noči izogibala za vsako ceno. Na koncu so ugotovili, da je bil njen telefon nazadnje aktiven v bližini reke Ruse. Za iskanje so uporabili helikoptere in drone, potapljače pa so poslali v reko, vendar vse zaman. Yvonne je opisana kot ženska z dolgimi sivimi lasmi, visoka nekaj več kot 150 cm, srednje do čvrsto postavo. Na desni roki ima dolg brazgotino. Vsak, ki ima dodatne informacije o njenem primeru, naj pokliče na številko Crime Stoppers 1-1800 333 000. Številka Pat. Opravljenih je bilo več iskanj v upanju, da bi razrešili primer izginotja 58-letnega Mihaela Vrankoviča. Vendar ga od januarja 2026 niso več videli in njegova usoda ostaja neznana. Mihael prihaja iz Tasmanije v Avstraliji, njegova sestra pa ga opisuje kot dobrosrčnega človeka z neverjetnim spominom. Zelo je zaskrbljena in si želi prejeti kakršnekoli novice o njegovem primeru, saj ga že več kot 6 mesecev niso videli, kljub najboljšim prizadevanjem preiskovalcev, da bi ga našli. Prva oseba, ki je postala zaskrbljena za njegovo dobrobit, je bil Mihaelov sosed. Običajno sta se pogovarjala vsak dan, zato je njegov sosed, ko ga nekaj dni ni videl, 21. januarja obvestil policijo in jih prosil, naj pri njem doma preverijo, ali je z njim vse v redu. To so storili in temeljito preiskali posestvo, vendar niso našli nobene sledi Mihaela. Lowhead, Beachford in Mount George so preiskali med 23. februarjem in 3. marcem, vendar brez uspeha.
Za iskanje obale in gozdnatih območij, ki so se raztezala ob strani gore, so uporabili helikopterje, vendar tudi to ni prineslo nobenih sledi. Iskalci na gorskih kolesih in peš so iskali najmanjše sledi, ki bi lahko pripeljale do najdbe Michaela, vendar so se morali vrniti praznih rok. Priče so preiskovalcem povedale, da so Michaela nazadnje videle 23. januarja v Georgetownu. Viden je bil, kako hodi po Lowhead Road, kasneje pa so pridobili tudi posnetke varnostnih kamer, ki so ga prikazovali v trgovini Woolworths na tem območju. Ko je Michaelova sestra, Nan Vu, odšla do njegove hiše, da bi ga poiskala, je opazila, da je bil njegov avto še vedno parkiran na običajnem mestu in da na posestvu ni bilo ničesar nenavadnega ali sumljivega. Dodala je, da je imel telefon s seboj, ko je izginil, in upali so, da bi ga lahko tako izsledili. Vendar je njegov telefon očitno izklopljen ali pa se mu je izpraznila baterija. Znano je, da ima Michael rad pohodništvo in verjamejo, da se je s tem ukvarjal, ko je nenadoma izginil. Nana je predlagala, da bi izbral najbolj osamljene poti, kar bi jih lahko našel, saj je sramežljiv in mu ni bilo všeč srečevati neznancev med sprehodom. Skupina z imenom Find Our Lost Loved Ones, ali na kratko FALO, je 4 mesece preučevala območje, kjer je Michael izginil, preden so ga temeljito začeli iskati. Toda kljub njihovim najboljšim prizadevanjem niso našli ničesar. Preiskovalci so zdaj prosili vse, ki imajo kakršnekoli informacije, naj stopijo v stik z njimi, saj so jim vse sledi pošle. Michael je opisan kot oseba s temno rjavimi sivimi lasmi, rjavimi očmi. Visok je 194 cm in ima vitko postavo. Če imate kakršnokoli informacijo o tem, kje bi lahko bil, vas prosijo, da kontaktirate policijsko postajo Georgetown na številki 131 444 in navedete številko primera SKAD N08 2101 2026. 108 2101 2026. Številka 4. Uradno spletno stran je ustvarila družina 44-letne Angelike Brophy, v upanju, da bo to prineslo novo pozornost njeni zadevi, ki se je začela 6. julija, ko je nenadoma izginila v državnem parku Palomar Mountains v Kaliforniji. Znano je, da je 6. julija odpotovala v park in da je tja varno prispela, saj jo je videl parkovni čuvaj, preden je okoli 16:20 kupila dnevno vstopnico. Najden je bil tudi posnetek varnostnih kamer, ki jo prikazuje v letovišču Harrah's Resort v Južni Kaliforniji v Rinconu prej tistega dne, odkoder je tudi odšla. Angelika je delala kot medicinska sestra na urgenci v bolnišnici Kaiser Permanente v San Marcosu, ko je izginila. Poročena je in mati 2 otrok. Njeni bližnji pa jo opisujejo kot skrbno osebo, ki je zelo povezana s svojo družino. Njen brat Martin je medijem povedal, da je bila Angelika posvojena, ko je bila še otrok in da se je hitro prilagodila življenju z novo družino. Dodal je, da je njeno nenadno izginotje močno prizadelo celo družino, saj je to najtežja stvar, ki so jo kdaj doživeli, in da še vedno upajo, da bo njen primer hitro rešen. Tisti, ki so ji bili blizu, so dodali, da ni kazali nobenih znakov stiske, preden se je tistega dne odpravila v gore. Ona in preostala družina so pravkar skupaj preživeli 4. julij in nihče ni opazil nič nenavadnega v njenem vedenju, saj se je zdelo, da se ima odlično. Angelika je bila prijavljena kot pogrešana okoli 21. ure 6. julija. Naslednji dan pa se je začela preiskava njenega primera. Med iskanjem v parku so našli njen avto, tam, kjer ga je parkirala v prihodu, vendar o njej ni bilo nobenega sledu. Preiskovalci so stopili v stik z njenim operatorjem mobilne telefonije in poskušali izslediti njen telefon, vendar je bil že izklopljen ali pa mu je zmanjkalo baterije. 9. julija so se v parku začela iskanja s pomočjo policistov iz državnih parkov Kalifornije, iskalno-reševalne ekipe šerifovega urada San Diego in prostovoljcev. To iskanje je trajalo polne 3 dni, vendar niso našli niti ene same sledi. Nato so pripeljali potapljače, da bi preiskali ribnik v parku, saj so se bali, da bi se lahko Angelika nekako znašla v vodi. A tudi tokrat niso bili uspešni. Naslednji dan je preostanek ribnika preiskala pristaniška policija San Diega, vendar do popoldneva 13. julija niso našli ničesar. Preiskovalci so izjavili, da ne sumijo, da bi bila v primeru Angelike vpletena kazniva dejanja, vendar so dodali, da bodo raziskali vse možnosti, ki so jim na voljo, in sledili vsaki prejeti sledi. Opisana je kot oseba s temno rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 165 cm in tehta 59 kg. Ko so jo nazadnje videli, je nosila črne pajkice, siv pulover in bele superge. Morda nosi moder in roza nahrbtnik z motivom ananasa in ima značilno znamenje nad ustnico.
Vsak, ki je videl Angeliko ali ima kakršnekoli informacije o tem, kje bi lahko bila, naj kontaktira detektiva Ryana Malona na številko 760 435 4537. Številka 3. Plaža Grand Anse na Grenady je prizorišče primera pogrešane osebe, ki preiskovalce bega že od julija 2026, ko je 44-letna Elizabeta Weidel izginila, potem ko je šla tja plavat. Elizabeta, ki jo njeni prijatelji in družina bolje poznajo kot Liz, je takrat delala kot fizioterapeutka v svojem domačem mestu Cary v Severni Karolini. In 11. julija sta s prijateljico prispeli na Grenado na počitnice. Naslednjih 10 dni sta ostali na zahodni strani otoka, a 21. sta rezervirali Airbnb na južni strani, natančneje blizu plaže, kjer je kasneje izginila. Naslednji dan sta ostali na posestvu, ki je blizu vode, in veliko plavali. Kasneje so pridobili posnetke varnostnih kamer, ki prikazujejo niz dogodkov pred njenim izginotjem. Ob 11:44 so jo videli v Airbnb-ju, le 3 minute kasneje pa so jo opazili, kako se odpravlja proti pomolu na plaži in vstopa v vodo, da bi plavala. To je bilo zadnjič, ko so jo videli, in na preostalih posnetkih tistega dne je niso videli, da bi prišla iz vode. Ko je postalo jasno, da je izginila, so njeni prijatelji okoli 17:50 obvestili oblasti in začelo se iskanje. Več prič je poročalo, da so jo tistega popoldneva videli plavati v odprti vodi, vendar je niso videli izstopiti. Medtem ko je plavala, je bila njena prijateljica v Airbnb-ju in opravljala spletni tečaj. Edina sled Liz, ki jo je našla, je bila njena brisača, ki so jo našli na pomolu. Območje so takoj preiskali, vendar niso našli ničesar. Kar je pustilo njeno družino in preiskovalce zmedene, je dejstvo, da je Liz odlična plavalka in da je bila voda, kjer je plavala, globoka le približno 1,5 metra. Nazadnje pa so jo videli približno 6 metrov od obale. Zato si je težko predstavljati, da bi imela težave priplavati nazaj do obale. 24. julija je Lizin mož odpotoval na Grenado, da bi pomagal pri iskanju, in popolnoma je pričakoval, da jo bodo hitro našli, vendar temu ni bilo tako. 29. julija je objavil novo posodobitev, v kateri je zapisal, da kljub njihovim izčrpnim prizadevanjem Liz še vedno pogrešajo. Policija v njenem primeru ne sumi kaznivega dejanja in so obljubili, da bodo sledili vsem novim namigom. Vendar je moral njen mož 31. julija zapustiti Grenado, ne da bi našel Liz. Opisana je kot ženska s kratkimi blond lasmi, visoka približno 152 cm in srednje postave. Prebivalce otoka so prosili, naj prijavijo vse najdene sledi, da bi jih lahko preverili, vendar do danes niso prejeli nobenih informacij. Če vi ali kdo, ki ga poznate, veste, kaj bi se lahko zgodilo z Liz, vas prosijo, da pokličete policijsko postajo St. George na številko 444 4454. Številka 2. Skupina turistov je imela srečo, da so jih našli žive, potem ko je hitri čoln, s katerim so potovali, potonil v Indoneziji. Vendar enega moškega, ki je znan le po imenu Afrodija Ansaya, niso nikoli našli in še vedno velja za pogrešanega. 24. julija 2026 je 11 turistov vstopilo na hitri čoln, ki ga je v zalivu Tomini med otokom Sulawesi in otoki Togian upravljal Afrodija Ansaya. Sprva se je skupina zabavala na vodi, nato pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Morje se je začelo rahlo razburkati, do 9. ure zvečer pa so se pojavili veliki valovi, ki so močno udarjali ob čoln. Kmalu se je čoln začel lomiti in skupina ni imela druge izbire, kot da skoči v vodo. Na srečo so uspeli spustiti rešilni splav, preden je gliser popolnoma potonil, in so nato lebdeli na vodi ter upali, da jih bodo kmalu rešili. Potem pa so ugotovili, da 29-letni kapitan čolna ni prišel na splav in ga nikjer v vodi niso mogli videti. 11 turistov je ostalo na splavu več ur in so jih naslednje jutro pripeljali nazaj na varno kopno. Poročali so, da se je vreme zelo nenadoma spremenilo in da sta se Ferdi in Saja ločila od njih, potem ko so zapustili čoln. Da bi bilo še huje, se je spustila gosta megla, zaradi katere je vidljivost močno padla in niso mogli videti Fredija in Saje, prav tako pa se ni odzival na njihove klice, medtem ko so ga iskali. Čoln bi moral tistega popoldneva prispeti v pristanišče Marisa, vendar ga o 15:40 še vedno niso videli. Lokalni turistični vodnik je obvestil policijo in začela se je preiskava. Iskanje je potekalo celo noč, zaskrbljenost pa se je povečala, ko niso našli niti čolna, niti potnikov. Naslednje jutro so reševalci končno opazili rešilni splav in rešili vse turiste ter preostala 2 člana posadke.
Odpeljali so jih v letovišče v Toho Juni, kjer so si lahko opomogli po dolgotrajni preizkušnji. Medtem so iskanja nadaljevali v upanju, da bodo našli Ferdija Insajo, vendar je on ostal pogrešan. Oblasti so izjavile, da bodo naslednjih 7 dni nadaljevale iskanje po vodah, kasneje pa je bilo razkrito, da sta Ferdi in Saja verjetno ostala na čolnu, ko je potonil. Ni znano, ali se je poskušal ukrcati na rešilni splav, ali pa je bil poškodovan, ko je čoln zadel velik val. Desetine iskalnih in reševalnih ekip je odpotovalo na to območje v upanju, da bodo uspešni, vendar Ferdija in Saje niso našli, čeprav so preiskali več kot 300 kvadratnih navtičnih milj okoli zaliva Tomini. Številka 1. Primer izginotja. 18-letna Mary Evitt je zapleten, saj je bila znano, da je bila v družbi ubežnika, preden se je ta predal policiji. Vendar Mary še niso našli. Primer se je začel okoli 20:04, 15. junija 2026, ko je bila policija v Belhavnu v Severni Karolini poklicana na odsek ulice Elm pri hišnih številkah v 900. Občan je prijavil, da je slišal strel iz strelnega orožja in takoj obvestil policijo. Ko so prispeli na omenjeni naslov, so našli 55-letnega Lamonta Crandalla, ki je živel na ulici Elm, mrtvega, in ugotovili so, da je priča verjetno slišala, kako je napadalec streljal nanj. Med preiskavo so ugotovili, da je bil verjetni storilec 32-letni DeShantis Tyrrell Chase z Old County Road. Vendar preiskovalci niso imeli pojma, kam je pobegnil. Zato so javnost prosili, naj sporoči, če ga opazijo, da bi ga lahko prijeli, čeprav so opozorili, da je verjetno oborožen in nevaren. Kasneje bi se izkazalo, da Chase ni zapustil območja sam, saj so ga po incidentu videli z Marijo, ki je prav tako ni bilo mogoče najti. Znano je, da Marija in Chase pogosto preživljata čas skupaj, vendar je ostalo neznano, ali je bila vpletena v napad na Lamontja. Marijo so razglasili za pogrešano 9. julija. Njena družina pa je policiji povedala, da so z njo nazadnje govorili 18. julija, skoraj mesec dni preden je izginila. Prav tako so menili, da je bila s Chaseom, vendar jih kasnejša iskanja niso uspela najti. Za Chasea je bil izdan nalog za prijetje, vendar se je 24. julija sam zglasil na šerifovem uradu okrožja Pitt in se predal oblastem. Obtožen je bil namernega umora, vendar ni razkril nobenih informacij o Marijini lokaciji. Policija ni navedla, ali so Chasea vprašali o Marijini lokaciji, vendar so ponovno poudarili, da je ne obravnavajo kot sostorilko pri napadu na Lamonteja in da njen primer obravnavajo kot preiskavo pogrešane osebe. Chase je bil pridržan brez možnosti varščine v priporu okrožja Beaufort in se je 27. julija udeležil prvega zaslišanja na okrožnem sodišču. Medtem potekajo prizadevanja za iskanje Marije, pri čemer ni znano, ali v njenem izginotju sumijo na kaznivo dejanje. Fizični opis Marije ni bil na voljo, vendar je njena družina priskrbela fotografije, na katerih je razvidno, da ima dolge temnorjave lase in svetle oči. Na desni podlakti ima tetovažo, prav tako pa ima tetovažo na zapestju. Policija prosi vse, ki so videli Marijo ali imajo kakršnekoli informacije o tem, kje bi lahko bila, naj jih kontaktirajo, da bi jo lahko varno vrnili njeni družini. Če imate kakršnekoli informacije, kontaktirajte policijo v Belhavnu na številko 252 943 2242. Najlepša hvala vsem za ogled. Če vam je ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.